Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Verjeli ali ne, mesec se je obrnil, kot bi mignil. In znova je čas za našo oddajo o zdravju s Alenko. Alenka, lepo pozdravljeni v naši družbi. Dober dan. Danes bova, tako kot ste že napovedali, govorili o težavah, o želodčnih težavah oziroma o stanjih, ki so lahko nekje v našem želodcu. Pravzaprav je to širok pojem, ne, se zdi? Ja, številne težave so povezane z želodcem, ene malo bolj obvladljive, druge malo težje. Fajn pa je, da to danes se malo pogovarjamo, ker je prav, mislim, gre pomlad in spomladi se te težave vedno malo poslabšajo, isto jeseni, tako da bomo mogoče lahko dali kakšen pameten nasvet, kako si pomagati, ne? Ja. Tako, no, zakaj boli želodec? Zakaj boli želodec? Želodec boli zato, ker smo ali nepravilno jedli, praviloma preveč jedli, se kaj težkega dvigovali, popili preveč alkohola, pokadili preveč cigaret, pa malo mogoče še genetske nagnjenosti k bolj občutljivi sluznici in potem pride do bolečine. Največkrat je pač posledica bolečine ena sprememba na sluznici, ko se začne izločati več želodčne kisline, ki potem zateka nazaj gor v požiralnik in dela težave, pa v sami želodčni sluznici jo zelo stanjša, včasih celo nastane ulkus, rano na želodcu, rečejo ljudje. Pa še potem imamo lahko zaradi preveč kisline potem tudi težave z odvajanjem blata in vse skupaj je tako povezano. No. No in kaj je prva pomoč, recimo? Prva pomoč je zdaj za različne stvari. Zdaj, najpogostejša težava, ki jo ljudje imajo, verjetno, da jih peče zgaga. Ne. Ta pojem, da peče zgaga, je lahko od tega, da imajo ljudje občutek, da jih peče v žrelu, do tega, da imajo tako pekočo bolečino tu v prsnem košu, ali pa celo v žlički. In to stvar, zgaga nas peče zato, ker nam kislina zateka navzgor, praviloma v nočnem času, ko ležimo vodoravno. In prva stvar je mogoče, da spijemo kakšen donat, da si kupimo v lekarni kakšne te sodabikarbona oziroma temu podobna zdravila, da malo nevtraliziramo kislino. To lahko tista prva pomoč doma, če je to tako hudo. Pa seveda, da malo pogledamo, po čem nas je pekla zgaga, pa se mogoče tudi te hrane v prihodnje malo izogibamo. No, zanimivo je to, da recimo nekaterim ljudem določena hrana škoduje, nekaterim pa ne. Zakaj? Ja, praviloma obstajajo ena splošna pravila, ki veljajo za ljudi z težavami z želodcem. Je pa res, da ko se tiste osnovne stvari, ko se sluznica nekoliko popravi, potem pa res enostavno tako smo narejeni, ne? Različno odreagiramo na različne stvari in zato je potem fajn, da si sami sestavimo svoj jedilnik, da poskusimo, če ni v redu, napišemo, tega več ne bomo jedli. Ena taka splošna pravila so pa, vidim, da pa nasploh, tudi velika reklama se dela za mleko, ne, kravje mleko, ki ne glede na to, da niti ni tako dobro živilo, kot o njem govorijo, je pa predvsem živilo, ki naredi ogromno kisline v želodcu in to šele nekaj ur potem, ko smo ga zaužili, oziroma vse mlečne stvari, ne samo mleko. In zato včasih ljudje za večerjo jejo kako mlečno stvar in potem zjutraj se zbudijo z hudimi težavami, ker jim po noči je ta kislina, ki je bilo ogromno, zatekala nazaj v žrelo in je delala težave. Zdaj, če smem samo kar povedati te znake, ker tega ljudje zdaj zelo dosti prihajajo s temi težavami, predvsem prihajajo s kašljem, s suhim kašljem in potem so čisto presenečeni, ker jaz rečem, da je to zaradi želodca. In mislim, ne, mojimi pljuči je nekaj narobe, pa ni, ker po noči, ko ta kislina zateka nazaj, nadraži sluznico žrela in zateka tudi nazaj v pljuča, teče tudi v nos, tudi v sinuse, v ušesa in imamo lahko zaradi zatekanja kisline refluksa, lahko suho kašljamo, lahko nam teče z nosa, lahko se nam celo vname uho, lahko imamo omotice, vrtoglavice, imamo občutek takega knedla v žrelu, zjutraj, ko se zbudimo, imamo občutek, da bi morali nekaj ven spraviti, pa ne moremo, suha usta, taka posušena, kot da bi imeli sladkorno bolezen in pa taka gosta sluz, ki jo potem končno skašljamo. Ljudje, dostikrat pa hripavost, tega ne smem seveda pozabiti, ne. Hripavost je največkrat rezultat zatekanja želodčne kisline. No, zanimivo. Moja babica, se spomnim, da je vedno dejala, da
od želodca boli tudi glava. Torej je to to. To je to, res, ja. Res je. Ja. In tudi recimo vsa ostala počutja, ne, dnevna. Ja, dostikrat prihajajo ljudje, da jih oblije slabost, vročina in seveda vedno moramo mi izključiti neke druge stvari, ampak največkrat se izkaže, da gre samo za bolečino v želodcu, ki tako čudno seva nekam navzgor in povzroči neko vročino. Tako da te slabosti, to je tudi kar pogosta stvar. Ja? No, kdaj pa potem nastanejo rane in tiste hujše oblike, Ja. torej v želodcu? Ja. Zdaj, ko sem jaz, oziroma še pred mojo dobo, ko sem bila zdravnik, so bile rane zelo pogosta patologija, zaradi tega, ker ni bilo zdravil primernih. Zdaj tega več toliko ne vidimo, ker so zdravila res zelo učinkovita, ampak rana nastane tako, čisto preprosto. Ko je te kisline zelo dosti, počasi nažira sluznico in pride do prežre skozi, ne? In ljudje zakrvavijo v trebuh, bolečina je strašna. Je pa danes največkrat razlog rane na želodcu pretirana uporaba zdravil proti bolečinam. In to, nekateri ljudje res pojejo tega dosti, nekontrolirano, po možnosti še na poln želodec in to lahko kar hitro pripelje do tega. Kot zanimivost recimo, en aspirin, 500 mg, če ga pojeste kar tak, se vam lahko nalepi na sluznico in vam lahko naredi ulkus isto takoj. Ne? Tako da pač fajn malo poznate ne stvari. Ja. Ko ste govorili o kislini, ne, tako po domače, kot pač rečemo laiki, ne, pravijo, da ni velikih razlik pri simptomih, recimo preveč ali premalo kisline. Ja, včasih je to bilo, se je reklo, da nekdo imel premalo kisline, nekdo preveč. Zdaj vemo, da temu ni tako, ampak da se samo nepravilno, pravzaprav ni ravnotežje v izločanju. Včasih se izloča preveč, včasih premalo. In zdravila, ki jih uporabljamo, delujejo prav tako, da uravnajo to izločanje. Ne? Nič, da bi dali, ne vem, zavrli ali pa pospešili, ampak samo uravnajo. Tako da, ja, tega preveč, premalo, tega več ni. Ja. No in s kakšnimi vprašanji torej, in problemi, težavami torej prihajajo bolniki oziroma pacienti v vašo ordinacijo? Vedno jih najbolj zanima, kaj smejo jesti. Ne? Dieta jih zanima. Prva stvar, ki res je najbolj grozna, so cigareti. Ob kajenju cigareta, to je tako, da bi popili pol litra mleka, no? Toliko kisline nekje se vam izloči. Drugače pa ena taka splošna navodila, ki na začetku vsekakor velja za vse, so, da se bolniki izogibajo mlečnim izdelkom, svežemu sadju in sveži zelenjavi, vse mora biti kuhano, sadje iz kompotov, čokoladi, gaziranim pijačam, pravi kavi in pa takim odsvrtim, težkim mastnim jedem. To so stvari, ki na začetku res jih strogo naj se ne bi jedli, vsaj 14 dni. Potem pa jaz rečem, potem se pa lahko začnejo počasi grehi delati, ampak res premišljeno in tako, da vidiš, kaj smeš, kaj ne smeš. Ne? Kdaj pa torej predpišete zdravila razna, recimo proti kislini? Zdravila predpišemo, ko najprej ljudje poskusijo z dieto, če to ne gre, če se stanje nič ne popravi, je verjetno časa za zdravila. Če pa že pridejo ljudje za eno bolečino v želodcu, pa se ponavadi že kar hitro odločimo za to. Sploh pa, če smem samo povedati, če o te bolečine v želodcu, ker ni vse samo refluks, ne? Ena od najpogostejših. Refluks je bolezen, ki jo ima skoraj vsak drug človek, no? Zaradi tega hitrega načina prehranjevanja, nepravilnega oblačenja, premalo počitka po hrani in tako, ne. Druga stvar so pa kile in to tako ljudi vedno zmede, ko ne znajo si razlagati, da imajo želodčno kilo, oni temu rečejo. In v bistvu dejansko se tista ena mišica, ki se je na koncu požiralnika in zapre požiralnik, ko se želodec napolni, ta mišica postane preveč ohlapna. Zaradi tega najprej nastane refluks, ampak če pa se to raztegne preveč, pa začne želodec uhajati skozi tisto luknjo, se uviha gor v prsni koš. In včasih pridejo pacienti, mislijo, da imajo infarkt, ker jih strašno boli v prsnem košu, mogoče tudi malo bolj peče, gre pa samo za to, da so preveč pojedli in potem začne tihčati in tihči in kar ne spusti. Tu so pa pravila malo drugačna, tu pa ni toliko, niti niso pomembna ne zdravila, ne dieta, ampak režim hranjenja. Ti ljudje pa morajo jesti pogosto, pomalo, vedno morajo iti od mize, še preden so siti. 1 uro po hranjenju se ne smejo vleči, ne smejo piti tekočine ob tem, ko jejo, jo morajo piti vmes.
tam je torej režim pač najpomembnejši. Vse torej pa se najbolje lahko rešuje s pravilno prehrano, ki si jo Absolutno, posameznik prilagodi Tako, kot mu vsak paše, svoj, ne. ja. No, kakšni pa so potem tisti stadiji že, ko človeka pošljete recimo na dodatne kontrole, ultrazvoke želodcev in Gastroskopije, ne, ki se vsi tako bojimo. Ko težave po zdravilih v mesec dnevih ne minejo oziroma se ne izboljšajo, takrat bi bilo priporočljivo, da se naredi ali gastroskopija oziroma zdaj v zadnjem času pač prihaja bolj, da se najprej naredi en specialen test, ko pihamo zrak v eno vrečko in se tam gleda, če imamo eno bakterijo v želodcu, Helicobacter pylori, ki jo verjetno poznajo mnogi. Če se ta bakterija najde v želodcu, niti ne delamo gastroskopije, ampak damo najprej antibiotike in šele potem naprej vse z drugo. Zanimivo je, ne, da želodčne bolezni so prav tako, bi lahko rekli, infekcijska bolezen, ne, ker je bakterija, okužba z bakterijo kriva za večino težav. No, kako pa se okužimo s to nesrečno bakterijo? Ja, ta bakterija je taka kar malo skrivnostna. Ne vemo pravzaprav še čisto točno, predvideva se, da se okužimo z mesom, ko jemo meso, ampak tudi, jo dobijo tudi vegetarijanci, tako da verjetno ni to edini razlog. Je nas pa ogromno ljudi okuženih s to bakterijo, pa nimamo težav, ne, tako da verjetno ni samo to krivo, je še nekaj zraven, tudi tisto, kar smo rekli, hrana in genetika. In nažalost je ta bakterija pa glavni razlog za nastanek raka na želodcu in na požiralniku. No in potem antibiotiki ubijajo to bakterijo? Antibiotiki jo ubijajo, včasih je treba pojesti več antibiotikov en za drugim, ampak ja, praviloma jo ubijajo. Ja. No, kako pogosti pa so obolenja z rakom na želodcu? Ja, rak želodca je, odkar so nova zdravila, izredno se zmanjšal in je res zelo redek. No. Se pa pojavlja kar nekaj raka požiralnika več, zaradi tega, ker ta kislina, ki zateka navzgor, ne, rani požiralnik, sluznico požiralnika in potem se tam razvije s časoma. Pred raka se spremembe najprej, potem pa rak, če ne bi jemali zdravil. Zato pri vseh ljudeh, kjer najdemo kaj takšnega, nažalost je to jemanje zdravil potrebno doživljenjsko. Torej, tako kot ste povedali, s prehrano se lahko marsikaj rešuje. Kakšen pa je tu nasvet, recimo? Obstaja kakšen recept, no? Kako pravilno jesti, da torej ne bomo imeli težav z želodcem? Glavni nasvet je, da bi morali jesti vsaj 5-krat dnevno in ne preveč. Ne? Fajn bi bilo, če bi se tako vsi mi, no, z mano včasih malo zagledali v naše krožnike in bi jih probali kar tak pol odrezati proč, pa dati proč. Ne? To bi bil verjetno pravi obrok. Večkrat na dan, manjši obroki, ne tisto do sitega, da se napokamo, da komaj vstanemo od mize, ne piti vode pred hranjenjem, ker si potem že napolnimo želodec z njo, pa seveda izogibati se taki težki, mastni hrani, potem pretirano kisli hrane, preveč naenkrat. Ne. Pač tak, treba je najti z neko zdravo kmečko pametjo jesti. Jaz vedno rečem, da glede na to, da živimo tu v Prlekiji, dajmo jesti zelenjavo in sadje, ki rasteta v Prlekiji. Mislim, da to je tudi en taki nasvet. Vse to, kaj dobivamo od vse povsod, mogoče nismo toliko narejeni za takšno hrano še, ne, genetsko. Tako da, en taki red, pa seveda kajenje in alkohol. Ne. Alkohol je seveda izjemno močna kislina, zelo poškoduje sluznico in je kar huda stvar za to in pa vsaka cigareta. No, kaj pa recimo, ko rečemo, da nam nekaj zapaše, ne? Zdaj recimo sladko, potem kislo, ima to kako povezavo z želodcem oziroma s potrebo, ki jo začutimo nekje v telesu? To ima v bistvu povezavo z našimi možgani, ki nam, jaz vedno rečem, če se nam zalušta nekaj fejst, dajte to pojesti. Zato, ker očitno je nekje v telesu prišlo do nekega impulza v možgane, da bi to rabilo in dajmo pojesti. Recimo čokolada je tak greh, ki ga imamo mnogi, ne? In recimo za želodec glih ni najboljša stvar mogoče, ampak vidim pa, da ljudje, ki imamo radi čokolado, smo ponovno ljudje, ki kar stresno živimo in rabimo kot en antidepresiv v bistvu, ne, to čokolado, kar dejansko ima v sebi take snovi. Tako da se mi zdi, da kar vsaki taki želji je kar neki smisel. Ne?
Razen seveda, ko smo noseči, nosečnice imajo včasih malo čudne želje, ne? Od ometa, to ne vem česa, ne, tisto mogoče res ne pade. Kislih kumaric. Kislih kumarice, ja, to je taka tipična stvar, ja. No, je možno, da recimo ima človek toliko preveč kisline v želodcu, da gre na črpanje. Obstaja to? Ne, to sploh ne obstaja. To je bilo včasih, ne. To je, dostikrat mi še pacienti celo povejo, da so mi črpali kislino. Ne, tega ni, ne, tega zdaj ni. Zdaj so zdravila in kot skrajna oblika zdravljenja so seveda operacije, kjer ali mišice zategnemo, ali pač kakorkoli se tiste rane izrežejo, odreže del želodca. Tega več ni, ne. No, vsaj meni se zdi strašljivo, ko ženske, ki so močnejše, gredo na operacijo želodca, da jim torej zmanjšajo želodce. Je to samo tako povedano ali se to dejansko dela? To se dejansko dela in je dejansko izjemno učinkovito, seveda pa pri zelo natančno izbranih ljudeh. To ni za vsakogar, ker to je samo za zelo disciplinirane ljudi. Dostikrat debelejši ljudje ali pa bolj močni ljudje pridejo s tem vprašanjem, ampak vam lahko to naredijo, to ni neki zapleten poseg. Pri nas ga delajo v Slovenj Gradcu v Sloveniji, je pa potrebno celo leto, preden pride do operacije, obiskati psihiatra, psihologa, razne specialiste, da podajo mnenje, ali ste vi takšni, da vam bo to koristilo, ker če vi začnete normalno jesti po operaciji, se bo pač tisti preostali del želodca raztegnil in niste naredili nič, ne. Tisti, ki pa uspejo, pa so odlični. Ne obstajajo neke posledice, recimo, vseeno gre za operacijo, težko si to predstavljam. Se v bistvu ne gre za operacijo, no, pri tem niti ne gre, ampak se nastavi en obroček na del želodca, tako da želodec ostane. In želodec ima pač tako sposobnost, da se lahko raztegne, koliko mi želimo, ne. Gre skupaj, gre narazen, tako da ni tako to hudo. Je kar učinkovita stvar, no. Torej prihajajo tudi z takšnimi vprašanji. Absolutno. Bi si šla zmanjšati želodec? Prihajajo in tudi odhajajo na te operacije. No, da se še vrnem na kislino. Kako dobra, kako priporočljiva so zdravila, ki jih kupujemo recimo proti kislini v lekarni, brez recepta? V lekarni dobite zdaj že tudi ta novejša, ta boljša zdravila in so zelo učinkovita. Sploh zdravila, ki uravnavajo kislino. Potem dobite ta zdravila, ki so na osnovi sode bikarbone kot neki nevtralizatorji kisline. To je prva pomoč, ki definitivno pomaga. Dobijo se pa še tudi neki pripravki, neke kapljice, tabletke, ki mogoče malo izboljšajo gibanje želodca, ker to je dostikrat problem v tem, da se želodec prepočasi prazni, da predolgo zastaja hrana noter. Taki ljudje rabijo potem nekaj takega, da jim to malo pospeši, ne. So učinkovita, ampak vi lahko pojeste en tovornjak zdravil, če se ne boste držali nekega reda, ne bo nič boljše. Kaj pa donat, ki ga tudi tako propagirajo? Donat je super stvar, ima ogromno magnezija in mi vsakemu svetujemo donat, hladen seveda za želodec, ne topel, potem imate drisko. Hladen donat, mogoče kakšne pol ure pred obrokom, je fina stvar. Ali pa zjutraj na tehče malo, da spijete, ne. Super stvar, tako za redno je kar priporočljivo. Nekateri si s tem vse življenje brez tablet uredijo te težave. Obstajajo še kakšne druge težave, ki jih lahko imamo z želodcem, razen teh osnovnih, ki ste jih predstavili? Ja, mogoče pri tej kili, o kateri sem govorila, no, sem mogoče pozabila povedati, ljudje se počutijo taki napihnjene, so taki, kot da bi bili 9. mesec v nosečnosti, trebuhi so res napihnjeni, polni plinov, ali pa se pojavljajo driske, zato ker gre preveč kisline prehitro v črevo. Tako da nimamo težav samo z zgornjim delom, ne, ampak imamo tudi težave s spodnjim delom prebavil. Zaradi tega se seveda pojavlja nespečnost, zaradi nespečnosti nismo dobro razpoloženi in to je kar en kup potem težav, ne. Nismo več sposobni za delo, ne moremo določenega dela delati, tako da je kar, ja. In glede na to, da je to tako pogosto, ne, je fajn, da se mogoče ljudje znajo pravi čas sami pomagati, ja. Ni treba torej za vsako malenkost priti v ambulanto? Jaz mislim, da je vsekakor na mestu, da najprej ljudje poskusijo doma. Donat, odlična stvar za začetek, potem lahko v lekarni vprašajo za kakšno to zdravilo.
Ampak tudi mislim, da tudi v lekarni svetujejo dieto že, ne, ampak veste, dieto je tako težko, ne, to smo najbolj leni, ne, to pacienti kar z očmi obrnejo, dieta, ne, kar je fajn, če samo vzameš tabletko, pa je bilo dobro, ne, ampak nažalost ni tako. No, kako pa, oziroma koliko, v kakšni meri si lahko poškodujemo želodec s kakšnim težkim delom, recimo dvigovanjem ali karkoli? Ne poškodujemo si želodca, ampak si poškodujemo prepono, to je tista mišica, ki deli prsni koš od trebuha in ta luknja, ta mišica se malo raztegne, ne? In potem nam želodec porine gor in potem nastanejo težave. Sam želodec je v redu, mislim, ne? Težavo dela ta pritisk, ki potem tišči gor. Ti ljudje, ko se najejo, ko se preveč najejo, postanejo napihnjeni, bolečino imajo, res huda, taka neprijetno stanje. Ampak želodec ni nič poškodovan, je pa potem treba to težko, da to zopet zleze nekam dol, ne. Torej je potreben čas, ne? Ja, in verjetno počitek tudi potem v nadaljevanju. Počitek, ne več prepogibanja, ne sme se nositi preozka oblačila, ki bi stiskala trebuh, ne pa zopet tiščala navzgor. Tak, ja, je treba kar malo paziti po tem življenju. No, uvodoma ste tudi seveda mimo grede omenili oblačila, ne? To pomeni, da gre za oblačila, ki so tesna. Opažamo pri mladostnicah pravzaprav bolj, ki nosijo zelo ozka oblačila, kavbojke visoke do pasu, stisnjena in potem prav vidimo, koliko mladostnic ima težave z refluksom, zato ker želodec pritiska preveč gor. To je največji problem, no, te preozka oblačila, moda. Fino, pomlad prihaja, so bolečine in težave v želodcu tudi kaj povezane z vremenom? So, prav zanimivo je, da vsako pomlad in vsako jesen bolniki, ki imajo težave z želodcem, opazijo poslabšanje. Tisti, ki to že vejo, si že znajo pravi čas stvari malo, že takoj začnejo bolj dietno jesti, si kupijo kakšna zdravila ali pa jih pridejo k nam po njih. Je pa očitno ta sprememba letnega časa povzroči, da nam, tudi mi, ki smo zdravi, v sebi se nam izloča malo več kisline, ne. Tako da verjetno to sicer stvar, ki je čisto evolucijsko povezana, zato ker so takrat ljudje začeli drugo hrano jesti, po hudi zimi se je zopet začelo nekaj jesti in je bilo potrebno več kisline, ampak zdaj nam pa to dela težave, ne, ker imamo preveč vsega. Ja. No, verjetno tudi po zimi več kuhamo in jemo kuhano hrano, ne? Ja, je tudi tako, točno, ja, res je. S toplejšim vremenom pa potem manj kuhano. Ja. Dobro, fino, drugače so gužve v ambulanti ta čas, kaj se dogaja pri vas v zdravstvenem domu? Pri nas se počasi umirja, gripe je konec, zdaj so kakšne anginice, poškodb se je začelo dosti, ne, ljudje so začeli delati zunaj, težav z želodcem, no. Ampak je kar boljše, kot je bilo mesec dni nazaj. Ja. Alergije morda verjetno? Ja, alergije pa je zdaj dosti v zraku, ja. Začeli so že nekaj časa nazaj, ker je bila taka čudna zima, že pravzaprav 3 mesece nazaj so se pojavili pelodi za začetek leske in breze. To so prvi, ki nas začnejo mantrati, ampak se to kar vleče in vidim, da imajo ljudje kar težave. Zdaj, ko bo tega konec, bojo počasi prišle trave, tisti ljudje, ki imajo občutljivi na trave. Tako da priporočam vsem, da se pravi čas oskrbijo za zdravili proti alergiji, če vejo, da jih to muči, ker potem ne bojo imeli nobenih težav. No, za kakšna zdravila gre, recimo? To so zdravila antihistaminiki, se jim reče, dobijo se v lekarni tudi brez recepta, ki pač zavrejo en alergični odziv v našem telesu na neki alergen, kakršnikoli že. Kaj pa spomladanska utrujenost, kot rečemo, tako posplošimo? Morda še beseda dve o tem, glede na to, da se bova ponovno srečali čez mesec dni. Spomladanska utrujenost je ena taka hecna stvar. V bistvu gre pravzaprav za en taki evolucijski, skozi vsa, ne vem, stoletja, tisočletja, so ljudje po koncu zime, ne, se treba zagnati. In ker se zaženeš, je vse malo težje, ker smo prej malo bolj počivali. In je to tisto, ne moremo se še nabrati kondicij, da pridemo do sebe, mislim, k sebi. Ni nič drugega, ne, v bistvu samo to. In jo moramo kar prebroditi, ne. Nič hudega, torej. Nič smrtno nevarnega. Nič smrtno nevarnega, ne. Alenka, hvala lepa, da ste se spet vzeli malo časa za nas, za nas lajke, ne. Z veseljem. Smo tako kot običajno veliko novega, zanimivega. O čem pa bi torej lahko govorili prihodnji mesec, v mesecu maju? Glede na to, da ste omenili alergije, mogoče bi se lahko pogovarjali o alergijah, o alergijskih boleznih, atopičnih dermatitis in takih stvareh, ne. Tega tudi dosti. Široka tema. Široka tema. Bova imeli čas,
dovolj časa, 20 minut. Bova. Hvala lepa in veliko uspeha, srečno do prihodnjič. Hvala lepa. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, pa bodite torej z nami tudi čez mesec dni. Srečno do takrat.